Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Poletje je čas številnih tradicionalnih prireditev. Tako je tudi v Črenšovcih, kjer že vrsto let pripravljajo Jena Mena Fest. Da bi izvedeli več, zakaj se gre in kaj se bo dogajalo skozi 4 dni, kolikor poteka Jena Mena Fest, smo v naš studio povabili predsednico Kulturno-turističnega društva Črenšovci, Andrejo Sever. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Tako kot sem dejala, gre za tradicionalno prireditev, že 10. jo letos pripravljate, traja pa kar 4 dni. Ja, tako. Jena Mena Fest, festival stare kulture, rokodelstva, potem obrti, kulinarike, vse to prinaša tudi letos. Letos že torej 10. Sicer nekoliko krajši zaradi praznikov, ker je tako prišlo v koledarju, ampak zato nič manj bogat, nič manj pester. V bistvu smo vsako minuto zapolnili s temi, ki so želeli sodelovati, ki vsako leto sodelujejo, tako da ponuja Jena Mena Fest, kljub temu, da traja samo 4 dni, bom rekla, vse to, kar je ponujal prejšnja leta. No, jutri se prične veselo, pestro dogajanje, jutri tudi otvoritev festivala. Vsak dan pa ste nekako razdelili dejavnosti v dopoldanske in popoldanske in potem tudi večerne, tako da se dogaja cel dan in tudi ponoči, zvečer. Tako je. V bistvu je vsak dan prinaša ravno vse te elemente, tako kulturo, kot kulinariko, kot stare obrti, umetnost. Tako bomo v dopoldanskem času vsak dan izvajali Jena Mena počitnice za otroke, ki so seveda brezplačne, tu bodo ustvarjali otroci. Potem imamo vsak dan tudi na prireditvenem prostoru slikarsko kolonijo, slikarsko-kiparsko kolonijo, tako da bodo lahko obiskovalci pogledali v atelje umetnikov, ki bodo ustvarjani na samem festivalu. V popoldanskem času pa seveda kultura, kot jo ohranjamo, kot jo živimo, v sredo tako folklorni večer, drugače pa etno-glasbeni večeri in pa gledališče na prostem. Seveda v nadaljevanju programa proti koncu tedna pa čedalje več tistih družabnih, zabavnih iger, druženja, tako da res pestro. Ste dneve morda tudi tako tematsko pripravili vse te dejavnosti? Ste jih razdelili? Ja, v bistvu že nekaj let izvajamo ta folklorni festival ob sredah, ker smo nekako ugotovili v preteklosti, da kolikor je to v petek, potem nekako smo hiteli in smo hoteli dati čas, res, da se folkloristom posvetimo, da jim damo tisti njihov čas, da se predstavijo. Tradicionalno, bom rekla, pa so ti etno-glasbeni večeri in gledališče na prostem že tudi ob četrtkih in petkih. Program pa v petek standarden, že skoraj, da lahko rečem, celo desetletje, v ospredju otroci, potem druženje na Jena Mena fuzbalu, tudi sobotno dogajanje ostaja takšno, kot je bilo v preteklosti, tisto jedro festivala, Senje, Inda in Gnjez, potem pa tudi rejli starodobnikov, ki že vrsto let prihajajo k nam, tako tudi iz Hrvaške, pa muzejski kot in seveda družabne igre na igrišču. Na Jena Mena olimpijadi, kaj ne? Tako, Jena Mena olimpijada je v bistvu tako zabavno druženje, bolj kot tekmovanje. Gre predvsem za to, da se tako obiskovalci kot sodelujoči zabavajo, doživijo marsikaj nepredvidljivega, to ni olimpijada, ampak bolj zabava. No, ob večerih pa pripravljate tudi glasbo in zabavo. Tako, naj povem, da smo izjemno zadovoljni in ponosni, da smo lahko v okviru festivala vsa leta, čisto celo desetletje, gostili v okviru zabav, večernih zabav, zgolj slovenske glasbene skupine. Na ta način nekako izpričujemo, da res podpiramo slovensko kulturo. Mogoče bi bilo kdaj dosti lažje ali pa bi imeli več obiskovalcev, če bi povabili kakšnega aktualnega glasbenega gosta iz bližnje Hrvaške, ampak nekako smo ostali zvesti temu, da je to resnično festival, ki podpira našo lokalno kulturo in s tem tudi slovensko kulturo. Tako da res na vseh veselicah, jih imenujemo Jena Mena veselicah, so že v preteklosti in tudi letos gostovale zgolj slovenske glasbene skupine. In tako bo tudi torej letos od srede naprej, sredo predvsem z namenom, da se folklorniki, ki bodo zaplesali v okviru programa, lahko v nadaljevanju večera še malce sprostijo, družijo in potem tudi zaplešejo. Tudi v četrtek spet
tradicionalno, bomo rekla, so že lansko leto bile navdušile navihanke, tako da smo jih tudi letos povabili v goste. V petek in soboto pa res tiste, bom rekla, najvišje, kar zmore Slovenska narodna zabavna glasba, tako Saša Avsenik, ansambel Saša Avsenika, kot potem v soboto Modrijani, v popoldanskem času pa že tudi poskočni muzikanti. Kako pa so pravzaprav prireditve v okviru Je-namena festa obiskane? Kaj beležite skozi leta? Ja, bom rekla, da je obiskovalcev vedno veliko. Zakaj? Zato, ker so nekako ugotovili, da ponujamo za vsakega nekaj, tako za vse od generacije, za otroke, torej že v dopoldanskem, tudi popoldanskem času, potem imamo posebej srečanje upokojencev za tiste starejše, ali pa športne igre, tako da program je res tako raznolik, da privablja raznolike obiskovalce, ki se v samem festivalu najdejo in najdejo nekaj zase, nekaj za svojo dušo in so dejansko del samega festivala, tako verjamem, da bo tudi letos. Ker govorimo pravzaprav o 10. obletnici, me zanima, po čem se bo morda tale fest razlikoval od ostalih, kaj je tista posebnost poleg tega, da traja morda 4 dni? Ja, že v preteklosti smo festival zelo zapolnili, tako da je dejansko težko še kogarkoli sprejeti. Letos bo na novo vseeno nekaj novega spet na festivalu in sicer bo to Mura Cross, ki ga organizira društvo Etno iz Črenšovec. V tem spomladanskem času letos nekako niso uspeli in so rekli, če se lahko pridružijo samemu festivalu. Seveda smo nekako našli še tisto luknjo v koledarju ali v terminih, da bodo tudi oni lahko pripravili Mura Cross tako za odrasle kot za otroke. Ne nazadnje spet neka športna popestritev. To je tisto, kar je dodatno letos. Potem pa vsekakor te Je-namena počitnice, ki bodo tudi v dopoldanskem času z raziskovalnim centrom Dvorec Rkičan organiziramo in izvajamo vse skupaj, tako da tudi te bodo zelo tematsko usmerjene, pripravljene, tako da bodo otroci ne samo uživali ali pa, bom rekla, kratili čas, ampak bodo predvsem ustvarjalni, tudi se bodo marsikaj naučili od prve pomoči, njim primerno seveda, potem zdravega načina življenja, peke kruha in podobne stvari. Koliko otrok morda lahko v teh delavnicah sprejmete? Ja, zaenkrat jih imamo 30 prijavljenih, to predvsem zato zbiramo prijave, ker za vse otroke seveda pripravimo tudi potem brezplačno pogostitev oziroma kosilo. Po popoldanskem delu je pa teh otrok veliko več, kajti dopoldanske počitnice trajajo od 9 do 2, potem gredo otroci malce domov, da se odpočijajo, pa tudi mi, da oddahnemo. Po popoldanskem času so pa torej različni programi za otroke, tako gledališke predstave kot ustvarjalnice, za katere ni potrebno prijav, otroci lahko pridejo. Tam pa prihaja kar precej na predstave tudi 100 in več otrok, tako da je kar veselo. Že prej ste omenili, da so te delavnice brezplačne, kako pa je z ostalimi prireditvami? Ja, festival je res prijazen obiskovalcem in so vse stvari brezplačne, kar se tiče kulturnih programov, kar se tiče vstopnin, kotizacij, nič od tega nimamo. Se pravi, to nam je posebej v ponos, da nam je uspelo, kljub temu, da je festival vsako leto rasel, se širil, ohraniti to prijaznost, dostopnost do vseh, za vse. Tako da res omogoča samo to, da se vključite. Poleg tega smo potem tukaj še pogostitve za vse te sodelujoče, tudi za otroke, vedno jih pogostimo, tudi zvečer, če pridete na koncert, ponudimo brezplačno pokušino domače pogače, krapce, zlejvanke, tako da res damo obiskovalcem veliko, ker festival je namenjen njim in jim tudi veliko ponuja. Od tega skasiramo v bistvu zelo malo ali nič, razen v tistem večernem delu, ko je seveda veselica. Nekako tako skušamo potem kriti te stroške, ki so skozi celoten potek festivala nastajajo ves čas. Če povem, da samo okrog 100 folkloristov pleše, jih je treba seveda pogostiti, potem ti glasbeni večeri so pogostitve. Tako da je to kar finančno zalogaj za nas,
Seveda nam pa vse skupaj uspeva predvsem zaradi podpore sponzorjev, ki vidijo vrednost same prireditve, predvsem v tem, da je to festival, da je dostopen, prijazen, bogat, raznolik in da delamo, tako bom rekla, transparentno, da za društvo nekaj, tisto, kar ostane, morda je res namenjeno društvu temu, da se festival še razširi. Delamo pa vsi brezplačno, vsi prostovoljno, tako v strežbi kot v kuhinji, kar je tudi, bom rekla, verjetno kakšna posebnost, kajti tako veliko število teh, ki ta festival držijo v rokah in gor na nogah, je kar potrebno zagotoviti, ne. In to so v glavnem prostovoljci, naši veliki prijatelji, ki vidijo, kako delamo in se nam drugo leto z veseljem pridružijo. Koliko vas morda sodeluje pri organizaciji oziroma skrbi za to animacijo, potem strežbo, kot ste povedali, vse te zadeve? Ja, v samem upravnem odboru nas je nekje 10, tukaj smo potem razdeljeni, da se zadolžitve porazdelijo, tako za otroke, za kulturni del, za stojnice, za pripravo prireditvenega prostora. Zdaj trenutno že pripravljajo, tam jih je sigurno 30, ne, da pripravljajo sam prireditveni prostor, vsi prostovoljno, potem pa v sami strežbi pa je tako tudi, da okrog 30 ljudi potem sigurno kroži, v kuhinji jih je sigurno enih 15, tako da številka je kar lepa in velika, ko se na koncu sešteje, je teh prostovoljcev, ki živijo za Je namena fest, ki ga podpirajo in v bistvu omogočajo, da sploh obstaja, zelo veliko. Torej, od jutri naprej v Črenšovcih Je namena fest, vse tja do sobote, pestro dogajanje, verjetno pa že mislite tudi na naslednje leto, tako da se bo tradicija Je namena festa nadaljevala. Ja, upajmo, ne. Festival je res zaživel in na takšen način, kot deluje, bom rekla, je neka posebnost v tem našem lokalnem okolju. Zdaj, kolikor bo v naši moči, bomo seveda delali naprej, je pa tako, da je čedalje težje vse skupaj, tudi zaradi različnih birokracij, čedalje več je potrebno za vsako prireditev papirjev in dokazil in dovoljenj, čedalje več je tudi skupin, bom rekla, ki pridejo kar tako brezplačno nastopati, težko jih je najti. Mi potem seveda te nastope vračamo, gostujemo drugod, tako da težko je vse skupaj zagotavljati. Naša želja je, da bi festival živel še naprej, da to ne bi bil zadnji Je namena fest. Veliko je pa seveda odvisno tudi od tega, kaj bodo rekli tisti, ki nas nekako finančno podpirajo, predvsem tu mislim na občino, koliko bo tem vreden ta sam festival, koliko ga bodo pripravljeni podpreti, koliko bodo pripravljeni nenazadnje financirati, kajti od tega smo zelo, zelo odvisni. Letos torej pravite, se splača priti? Letos se splača priti, vsekakor. Hvala lepa, želimo vam srečno prihodnje 4 dni in potem tudi naprej, da bi Je namena fest obstal tudi v naslednjih letih. Hvala za obisk. Hvala lepa. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa najlepša hvala za vašo pozornost.